Leta 2013 je vodenje Venezuele po smrti predsednika Huga Chaveza prevzel Nicolás Maduro. Ljudje so pričakovali, da bo, tako kot njegov predhodnik, poskrbel, da bodo dobro živeli, a so se zmotili. V trgovinah kmalu ni bilo več mogoče kupiti niti osnovnih življenjskih potrebščin, kruha, mleka in sladkorja. Še tisto, kar so lahko kupili, pa je postalo zelo drago. Ljudje niso več mogli dobiti zdravil, veliko jih je ostalo brez dela. Medtem ko so državljani živeli čedalje slabše, pa je predsednik Nicolás Maduro skrbel le zase, za svojo moč in denar. Ljudje so zato protestirali na ulicah in mu očitali, da mu ni mar za državljane in državo. Nad protestnike je poslal vojsko, nekaj jih je dal tudi zapreti. Na predsedniških volitvah maja 2018 je bil ponovno izvoljen. Takoj po volitvah so številni dvomili, da so bile volitve poštene, zahtevali so razpis ponovnih volitev. Vodja opozicije in predsednik parlamenta Juan Guaidó pa se je razglasil za začasnega predsednika države. Pri tem ga podpirajo tudi nekatere države, na primer ZDA, Kanada, Brazilija in Argentina. Da naj Maduro razpiše nove volitve, pa ga je pozvalo tudi 5 članic Evropske unije. A Maduro noče razpisati novih volitev in na njegovo stran se je postavila tudi vojska. Med drugim pa ga podpirajo Turčija, Kitajska in Rusija. Po podatkih Združenih narodov je državo, ki jo pesti huda revščina, od leta 2015 zapustilo že več kot 3 milijone ljudi. Številka pa bi do konca leta zaradi čedalje slabših razmer v državi lahko presegla 5 milijonov.